Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Pričakovano trajanje življenja se povišuje, delež starejših od 65 let narašča. V prihodnjih letih se bo intenzivnost teh trendov še okrepila, zato so potrebne prilagoditve na številnih področjih: trgu dela, izobraževanju in usposabljanju, ureditvi sistemov socialne zaščite, bivalnem in delovnem okolju ter na področju civilne in politične participacije, so bili osrednji poudarki na nedavni javni razpravi o osnutku strategije dolgožive družbe v organizaciji Ministrstva za delo, Urada za makroekonomske analize in razvoj ter kabineta predsednika vlade. Premier Miro Cerar se je zavezal, da bodo na vladi pripravili tudi akcijske načrte s konkretnimi nosilci in roki. Pri pripravi strategije dolgožive družbe je namen vlade predvsem ta, da ta dokument kot pomemben prepoznamo pravzaprav vsi, vsak za sebe in vsi skupaj. Seveda pa v tej strategiji predlagamo tudi konkretne ukrepe. Predvsem to, da bomo sedanji, mladi in srednji generaciji zagotovili dohodkovno in materialno varnost tudi po prehodu med starejše. Nadalje to, da bomo starejšim zagotovili kakovostno staranje oziroma življenje v tem obdobju in čim večjo neodvisnost v starosti, ter da bomo oblikovali okolje in pogoje, da z medgeneracijskim sodelovanjem izkoristimo ogromni potencial znanja in izkušenj vseh generacij, kot sem že dejal. In zato si želim, da bi ta strategija postala pomembna razvojna usmeritev za prihodnost naše Slovenije. Gre za kompleksne rešitve, ki bodo posegle na vsa življenjska področja, so poudarjali govorci. Delovanje, ki ga predlagamo oziroma vse ukrepe smo poskušali razdeliti v 4 ključna področja. Gre za to, da bodo potrebne spremembe na trgu dela in izobraževanja, to smo poimenovali kot prvi steber. Potrebne bodo spremembe glede tega, kako samostojno, zdravo, varno živijo vse generacije. Potrebne bodo spremembe oziroma prilagoditve glede tega, kako smo vključeni v vsakodnevne aktivnosti na različnem področju, in pa potrebne bodo tudi spremembe v okolju, v katerem živimo. Trg dela se izrazito spreminja, prehodi med življenjskimi obdobji pa so vedno bolj fleksibilni, pa tudi nestabilni. Ključ vse zgodbe je vseživljenjsko izobraževanje, to, da opolnomočimo posameznike, da bomo lahko se s temi spremembami soočali in da ne bomo na te spremembe gledali kot nekaj, kar nam predstavlja res velike probleme. V osnutku strategije nekateri pogrešajo prizadevanja za zajezitev izseljevanja mladih izobražencev. Kroženja možganov ne bomo mogli in ne bomo preprečevali mi, ker preprosto ti so del globalnega toka znanja, sveta, kapitala, storitev in tako naprej. In to je domena v vseh državah, ne samo pri nas. Ampak, kar se tiče našega resorja, smo pa vzpostavili kar nekaj instrumentov, s katerimi vabimo sedaj te, predvsem mlade, pa tudi tiste izkušenejše, da vsaj za neko krajšo dobo ali če se odločijo tudi za ves čas, pridejo nazaj v domovino, kajti to se nam zdi prvi tak najbolj ključen ukrep, da ponudimo vendarle nova mesta tudi znotraj naših izobraževalnih institucij. Državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade in vodja delovne skupine za pripravo strategije Marija Pukl je povedala, da bodo pripombe na osnutek zbirali do konca junija in zatem pripravili predlog za obravnavo na vladi.